дівчата, сьогодні ця пісня лунає для вас. А я молодиця, гарна білолиця, очерети в'ються, ла-ла-ла-ла, а за мною молодою чоловіки в'ються. Vzhodnoevropska država Ukrajina je bila do leta 1991 del Sovjetske zveze. Obsega nekaj več kot 603 tisoč kvadratnih kilometrov in je po površini ena izmed največjih držav stare celine. V njej živi skoraj 46 milijonov prebivalcev. Uradni jezik je ukrajinščina, uporabljajo pa tudi ruščino. Podnebje je po večini zmerno celinsko, bolj mediteransko pa je na jugu države. Pomembno vlogo v gospodarstvu ima kmetijstvo. Ukrajina je 5. največja izvoznica žit na svetu. Poleg žit so najpomembnejši pridelki še sladkor, meso in mleko. Ta država je tudi ena izmed največjih pridelovalk medu v svetu. Po številu prebivalcev z visoko izobrazbo se Ukrajina uvršča kar na 4. mesto na svetu. V glavnem mestu Kijev, ki leži na severu države in je staro več kot 1500 let, živi približno 2,8 milijona prebivalcev. Nahaja se ob reki Dnjeper, ki je dolga kar 2290 km. Reka deli mesto na dve polovici. Lep razgled mesta se razprostira iz griča Stari Kijev, na katerem se je začela zgodovina Kijevske Rusije. Kijev krasijo številne kupole pravoslavnih cerkva, ki se razprostirajo po gričih. Med številnimi so najbolj znane katedrala Svete Sofije, katedrala Svetega Vladimirja, baročna cerkev Svetega Andreja in cerkev Svetega Mihaela s samostanom. Katedrala Svetega Vladimirja je sedež Ukrajinske ortodoksne cerkve in Kijevske patriarhije. V njej in v katedrali Svete Sofije so čudovite freske in mozaiki iz 11. stoletja. Podobna tej je katedrala v Istanbulu. Številne zgradbe, kot sta katedrala Svete Sofije in samostan Kijev, Pečerska Lavra, so zapisane v UNESCO seznam svetovne dediščine. Znotraj samostana so zgrajene številne cerkve in spomeniki. V notranjosti se nahaja tako imenovani kijevski podzemni samostan. Gre za labirint ozkih podzemnih koridorjev vzdolž številnih bivalnih prostorov in podzemnih kapelic. Gre za največje svetišče v Ukrajini, kamor hodijo verniki na romanje. Nedaleč stran se na prostem in notranjosti nahaja kompleks muzeja velike domovinske vojne. Nad zgradbo muzeja stoji kip Mati domovina, ki je viden daleč naokoli. Skupaj z zgradbo merita več kot 100 metrov, celo višje, kot je kip svobode v ZDA. Kip je grajen iz titanija in je težak 560 ton. V muzeju so razstavljeni vojaški eksponati iz 2. svetovne vojne. V samem središču mesta je velik mednarodni razstavni center, ki je bil prizorišče kongresa Apimondije leta 2013. Gostiteljica čebelarjev vsega sveta je bila Ukrajinska čebelarska zveza s predsednico gospo Tatjano Vasilkovsko na čelu. Apimondija je mednarodna zveza čebelarskih organizacij. Sedež ima v Rimu. Tudi Čebelarska zveza Slovenije je poleg 90 čebelarskih organizacij iz drugih držav sveta članica omenjene organizacije. Naloge Apimondije so spodbujanje znanstvenega, ekološkega, družbenega in gospodarskega razvoja na področju čebelarstva,
ter sodelovanje s čebelarskimi združenji, znanstvenimi organi in posamezniki. Od leta 1897 je krovna organizatorka Svetovnega čebelarskega kongresa, ki se vsako drugo leto odvija v eni od držav članic. Svetovni čebelarski kongres je bil razdeljen na znanstveni, razstavni in tekmovalni program. Osrednja tema mednarodne razstave je bila dežela cvetličnega medu. Vse razstavne stojnice in prostore je krasilo različno ukrajinsko avtohtono medovito cvetje, ulice med stojnicami pa so bile poimenovane po medovitih rastlinah. Razstava Api Expo je postregla z nekaj novostmi. Podjetje iz Litve je razstavljalo napravo za pridobivanje cvetnega prahu iz kopanca, fermentiranega cvetnega prahu iz satja v dveh izvedbah. Manjšega za ljubiteljske čebelarje in večjega za poklicne. Pri pridobivanju iz kopanca s pomočjo te naprave se tako kot pri pridobivanju iz kopanca na klasičen način sad poškoduje. Vendar pridobivanje takšnega cvetnega prahu poteka mnogo hitreje. Stroj se vstavi zamrznjen sad, ki ločuje krhek vosek od trdega iz kopanca in ga zbere v dve ločeni koriti. Za pridobivanje osmukanca so bili na voljo podobni, v nekaterih primerih celo enaki smokalniki iz plastike, kot so na voljo na slovenskem tržišču. V svetu je mnogo bolj kot v Sloveniji razširjena pridelava medu v deviškem satju. Z medom v deviškem satju se je ponašala tudi Ukrajinska narodna kmetijska univerza iz Luganska. Na razstavi je bilo videti patent za pridelavo medu v deviškem satju. Plastična embalaža se v tem primeru namesti v sam sad. Čebele v njej izgradijo satje in vanj nanesejo med. Sledi samo še odstranjevanje satov iz panjev, ometanje, pokrivanje s pokrovom, označitev z etiketo in pridelek je pripravljen za prodajo. Ena od zanimivosti na stojnicah je bil stroj za izdelavo kremnega medu. Postopek izdelave je preprost, saj je potrebno na stroj položiti le sod medu. Med počasi vteka na delovno površino, na kateri so 3 vrteči se valji. Pri tem se med pretvori v končni produkt, kremni med. Prezreti ni bilo mogoče ponudnikov, ki so ponujali dodatke k prehrani čebel. Dodatek Pollen King ne vsebuje cvetnega prahu, kar pomeni, da preprečuje prenos bakterij med čebelami. Nima dodatne transgene soje, ki bi vplivala na vsebnost antinutritivnih dejavnikov na čebele. Čebele, hranjene z dodatkom tega dopolnila, naj bi zaradi okrepljene odpornosti živele dlje, povečanje čebelje družine pa naj bi bilo hitrejše. V sestavinah ta pripravek ne vsebuje kemičnih dodatkov, antibiotikov ali gensko spremenjenih sestavin. Opaziti je bilo ogromno sladkornih pogač z različnimi dodatki in sortne medove iz različnih držav, v različnih embalažah, a večinoma v steklenih. Embalaža iz Argentine je bila posebna zaradi priročnosti uporabe. Takšna embalaža ne sme biti prevelika, da med v njej prej ne kristalizira. V tem primeru medu ne bi dobili več ven z iztiskanjem, ampak tako, da bi se lotili embalaže same. Na razstavišču so se predstavili ponudniki veterinarskih zdravil proti čebeljim boleznim in zajedavcem in laboratoriji, ki se ukvarjajo z analizami medu in čebeljih pridelkov. Nabor zdravil za čebelje bolezni je v svetu mnogo večji, kot je registriranih zdravil v Sloveniji. Nekatera zdravila bi kazalo registrirati tudi v Sloveniji, vendar je pogosto premajhno tržišče ovira, da se proizvajalcem ne splača izvesti postopka registracije. Za nekatera zdravila pa smo lahko le veseli, da jih pri nas ni možno dobiti, kot so antibiotiki in druga zdravila, ki puščajo ostanke v čebeljih pridelkih. Zanimivost razstave je bila tudi naprava, ki so jo patentirali Grki.
Gre za varovalko proti kraji panjev, kar je v nekaterih državah dokaj pogost problem. Naprava lastniku javlja GPS položaj panjev, zato jih je v primeru kraje možno izslediti. Seveda tat ne sme vedeti za napravo, saj lahko v tem primeru odstrani iz panjev. Naprava je v stanju mirovanja, ko pa se panji premaknejo, se naprava aktivira in začne oddajati signal v poziciji. Napravo se namesti kamorkoli v notranjosti panja. Udeležba in zastopanje Slovenije na kongresu sta bila opazna in dobro sprejeta. Na razstavi sta se predstavila podjetje Logar Trade d.o.o., ki je razstavilo svoje izdelke, in potovalna agencija Aritours, ki je na stojnici zastopala slovenski čebelarski turizem. Dober glas o čebelarskem turizmu je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije širila preko promocijskega dogodka Občuti API, občuti Slovenijo. Znanstvene vsebine so bile razdeljene na več področij, kot so zdravje, biologija, ekonomija, razvoj, sonaravno čebelarjenje, opraševanje, tehnologija in apiterapija. V njem so sodelovali različni predavatelji, med katerimi so bili tudi slovenski predstavniki. Slovenija je poleg številne udeležbe v znanstvenem programu prispevala še 5 posterjev. Ukrajina je dežela cvetličnega medu, kot se radi pohvalijo ukrajinski čebelarji. Po številu čebelarjev in številu čebeljih družin spada med večje čebelarske države na svetu. V Ukrajini je več kot 400 000 čebelarjev, ki se s čebelarstvom ukvarjajo bodisi ljubiteljsko, bodisi poklicno. Čebelarijo s 3,5 milijona čebeljih družin. Povprečna bruto proizvodnja obsega od 50 000 do 55 000 ton medu na leto. Povprečno pridelajo nekaj več kot 15 kg medu na čebeljo družino. Državo odlikujeta različni in bogati flora in fauna, ki bogatita ekosistem in zmanjšujeta onesnaženost zraka. Drevesne, grmovne in druge cvetoče medovite rastline, kot so lipe, vrbe, javorji, bele akacije, bregovite, jerebike, ajda, sončnice, pesa, različne detelje, melisa, koriander in meta, čebelam ponujajo bogat vir medičine. Čebelarstvo v Ukrajini ima bogato zgodovino. Zavetnika čebelarstva, sveti Zosim in sveti Savati, ki sta med drugim na severu Rusije ustanovila samostan, sta imela čebele kar na samostanskem dvorišču, kjer sta ljudi poučevala o čebelarstvu. Januarja 1814 je ukrajinski čebelar in znanstvenik Peter Ivanovič Prokopovič skonstruiral premični satnik, ki je povzročil revolucijo v čebelarstvu in ki je zdaj standardni satnik v panjih po vsem svetu. Prokopovič je leta 1827 v Batorinu odprl šolo čebelarstva, ki jo je financiral sam. Izobraževanje je poleg čebelarstva vključevalo še učenje branja, pisanja in računanja. V Ukrajini delujejo bratovščina ukrajinskih čebelarjev in Združenje apiterapevtov Ukrajine. Čebelari se izobražujejo v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah, kot so Prokopovičev inštitut Čebelarsko-raziskovalnega centra, Nacionalna univerza za biovire in okolje, Akademija veterinarske medicine in druge visokošolske inštitucije, specializirane za področje kmetijstva. Inštitut nadzoruje in usklajuje znanstveno-raziskovalne programe, ki jih izvajajo različne organizacije in izobraževalne ustanove ter podjetja.
Čebelarijo s 3 avtohtonimi vrstami čebel. Na zahodu države čebelarijo s karpatsko, na severu z Apis mellifera, na vzhodu in na jugu pa z ukrajinsko stepsko čebelo. Na zahodu Ukrajine se ukvarjajo tudi z vzrejo in selekcijo karpatske vrste čebel. Izvažajo jo v Nemčijo, Rusijo in Kazahstan ter na Poljsko in Nizozemsko. V okviru Prokopovičevega čebelarskega inštituta v Kijevu deluje Prokopovičev čebelarski muzej, sicer eden večjih tovrstnih muzejev na svetu. Obsega bogato in pregledno zbirko čebelarske opreme in umetniških del, povezane s čebelarstvom. Zbirka prikazuje vse od življenja čebel, tehnologije čebelarstva in pridelave medu, do razvoja znanstvenega dela, povezanega s čebelarstvom, še posebej pa delo inštituta. Muzej je posvečen ukrajinskemu čebelarju, znanstveniku, biologu in pedagogu Petru Ivanoviču Prokopoviču. V njem so poleg zgodovinske čebelarske opreme razstavljena tudi dela tega velikega in pomembnega ukrajinskega moža, ki so ga poznali po vsem svetu in čigar znanstvena dela so bila objavljena tako v Evropi kot tudi v ZDA. Velik del muzeja je namenjen prav njegovim izumom. V njem hranijo bogato zbirko številnih izpeljank panja. Nekaterih se sadje zlaga navpično, drugih vodoravno. Nekateri panji so okrogli, drugi v obliki hišk in kriti s slamo. Ker Ukrajinci radi živijo v okrašenih domovih, so si take domove želeli tudi za svoje čebele. Muzejska zanimivost je tudi preprosto točilo, kakršnega je uporabljala večina čebelarjev, saj so si ga lahko izdelali sami, to pa je bilo še posebej dobrodošlo zaradi nizkega standarda in slabih gmotnih razmer. Zaradi tega so morali biti čebelarji iznajdljivi, hkrati pa so morali veliko razmišljati, da so lahko preživeli. To je tudi razlog za tako bogato zbirko preproste in izjemno praktične čebelarske opreme. V muzeju je tudi posebna soba z bogato zbirko slik, ki prikazujejo čebelarstvo v različnih obdobjih. V okolici muzeja in inštituta pa so postavljeni panji vseh vrst, pogosto v obliki različnih skulptur ali človeških figur, katerih usta so pravzaprav vhodi vanje. Кохання моє, неси мене, дай крила мені, прости мене. Кохання моє. Nekaj več kot 150 km zahodno od Kijeva, v kraju Višpil, stoji zasebni rekreacijski center Čudodijevo, v okviru katerega deluje tudi apiterapevtski center Pčelandija. V njem čebelarijo 150 čebeljimi družinami. Center obdaja približno 45 hektarov površin, na katerih so čebelam na voljo različne vrste medovitih rastlin. Čebelarstvo svojo okolico ponuja obiskovalcem čist zrak in možnost ogleda čebeljih družin, brez dvoma pa je tudi priložnost za vse, ki potrebujejo rekreacijo, umiritev, izboljšanje zdravja in pozitivno energijo. Čebele pozitivno vplivajo na ljudi. Po mnenju predstavnikov centra, pozitivni apiterapevtski učinki krepijo zdravje obiskovalcev, bližina kapele pa prispeva k njihovi duševni umiritvi. Za izvajanje apiterapije uporabljajo nekakšne apikomore oziroma apiterapevtske čebelnjake z nekoliko drugačnim oziroma nam neznanim sistemom. V spodnjem delu so 3 ali 4 panji, vsak s 16 sati, ki jih upravljajo od zgoraj. Na vrhu panjev je pokrov z režami, ki omogočajo prehod panjskega zraka v čebelnjak. Uporabnik apiterapije se uleže na panje z režami.
Menijo, da zrak v apikomori blagodejno vpliva na dihala, brenčanje čebel pa nas pomirja. Zrak je seveda napolnjen tudi s propolisom, njegovi vplivi na človeški organizem pa so sicer znani. Za ta namen so na voljo 4 čebelnjaki z dvoposteljnimi kabinami in 4 čebelnjaki z enoposteljnimi. Obiskovalec se v kabini uleže na posteljo. Kot priporočajo, je dobro v njej ostati najmanj 2 uri, učinkovitost pa je večja, če uporabnik v prostoru ostane čez noč. Pred uporabo apiterapevtskih kabin morajo obiskovalci upoštevati stroga pravila bivanja v njih. Tako je prepovedana uporaba parfumov, tobačnih izdelkov in alkohola, prav tako pa obiskovalci pri sebi ne smejo imeti mobilnih telefonov. Poleg apiterapevtskih storitev, Pčelandija ponuja tudi čebelje pridelke, posebno kristaliziran med. Njihova najpomembnejša paša je najprej na malini, pozneje pa na ajdi, resi in faceliji. Povprečen donos je 25 kg na panj. Čebelarijo z dadan blatovimi nakladnimi panji, pa tudi v nam znanem večnakladnem sistemu ter po sistemu širjenja družine v širino. Za zimo morajo panje dodati povprečno po 15 kg sladkorja, v njih pa pustijo tudi približno 15 kg medu, saj so zime v Ukrajini zelo dolge. V okviru centra imajo zgledno urejeno točilnico, izdelujejo pa tudi medene pijače. Tudi v apiterapevtskem čebelnjaku varoje zatirajo sintetičnimi akaricidi in ne uporabljajo eteričnih olj ali kislin, tudi oksalno ne. Po njihovem mnenju so za zdravje in počutje ljudi od maja do avgusta zelo koristni rekreacija, ekoturizem in krepitev zdravja v apikomorah. In vse to je na voljo na enem mestu sredi ukrajinskega podeželja. Seveda lahko tam tudi prenočite v lesenih brunaricah, prehrana pa je urejena v restavraciji v okviru kompleksa. Pot po Ukrajini je vodila tudi mimo družinskega čebelarstva Honeyfields ali po slovensko Medena polja, ki leži v neposredni bližini vasice Grebinki v kijevskem okrožju. Lastnika in vodji čebelarstva sta Viktor Vasilijovič Jacenko in njegova žena Olena. S čebelarstvom se ukvarjata približno 10 let, pri tem opravilu pa jima pomagata tudi sin in hči. Ob nakupu zemljišča za svoje podjetje na njem ni bilo ničesar. Zdaj tam stojita velika hiša in mizarska delavnica, v kateri izdelujejo čebelje panje in opremo zanje, v okolici pa je razporejenih 350 nakladnih panjev. Viktor, ki želi in upa, da mu bo v prihodnjih letih uspelo število čebeljih družin povečati na približno 1000, ima svoje panje tudi na drugih stojiščih. Ker je območje zaradi svoje lege primerno tudi za vzrejo matic, si je družina pridobila status, ki jim dovoljuje vzrejo matic ukrajinsko-stepske čebele in prodajo teh čebeljih družin. Da bi čebele čim bolj izrabile različne paše, jih približno 5 do 6krat na sezono prevažajo tudi na druga pasišča. Najpomembnejše paše so na akaciji, lipi, oljni ogrščici in ajdi, nekaj medu pridelajo tudi na gozdni paši. Povprečno pridelajo približno 50 kg medu na panj, seveda pa je ta številka odvisna od letine. Ker je zima v Ukrajini zelo dolga, se čebelje družine razvijajo pozno. Tako je na stojišču, kjer stoji objekt, prva paša lipova, zadnji pa sta ajdova in paša na resi. Problem medu iz rese je, da ga je izjemno težko iztočiti.
Imajo prevozno točilno enoto in pripomočke, ki jih uporabljajo za vzrejo matic, pobiranje in obdelavo cvetnega prahu, matičnega mlečka in propolisa. Prihodnje želijo točilnico in polnilnico medu urediti tudi doma. Prodaji na drobno stane kilogram medu približno 5 evrov, prodaji na debelo pa približno 3 evre. Slaba letina ajdovega medu leto 2013 je povzročila zvišanje njegove cene, saj ga ni mogoče kupiti za manj kot približno 9 evrov. Ker je življenjski standard Ukrajincev razmeroma slab, povprečna plača znaša približno 300 evrov, povprečna pokojnina pa približno 40, imajo s prodajo medu velike težave. Zaradi jedrske nesreče v Černobilu leta 1986 imajo še vedno izjemno velike težave tudi z izvozom medu. Med čebeljimi pridelki shranjujejo posebno stekleničko, v kateri so ličinke voščene vešče, namočene v špirit. Ukrajinci namreč verjamejo, da vsakodnevno uživanje majhnih količin te raztopine vpliva na krepitev imunske odpornosti. Na tržnici je mogoče kupiti tudi raztopino z mrtvicami čebel v kozarcu. Raztopina iz mrtvih čebel naj bi pozitivno vplivala na človeško zdravje, saj naj bi mrtvice, ki po njihovem prepričanju niso umrle, temveč so zgolj zaspale, prenašale informacije s čebele na človeka. Nesporno je, da je čebelarstvo v Ukrajini del dediščine prednikov, ki se prenaša iz roda v rod in vzbuja zainteresiranost mladih za čebelarstvo ter krepi ljubezen do narave. Na splošno gledano, ukrajinskim čebelarjem ne manjka volje, pa tudi možnosti in razmere za čebelarjenje in pridobivanje različnih čebeljih pridelkov so dobre. Na področju higienskih standardov in opreme, primerne za ravnanje z živili, so krepko za slovenskimi čebelarji. Ukrajinski čebelari se prav zaradi jedrske nesreče dobro zavedajo pomembnosti zahtev po varnosti čebeljih pridelkov. Na nekaterih področjih je napredek slovenskega čebelarstva v primerjavi z ukrajinskim kar velik in na to smo upravičeno lahko ponosni, vendar ne gre zanemariti, da tako kot v Sloveniji, tudi drugod stremijo k boljši kakovosti in višjim standardom. Ključ do uspeha in kakovosti je nenehno izobraževanje in nadgrajevanje znanja. Tudi v prihodnje moramo nameniti kar največ pozornosti ohranjanju in izboljševanju kakovosti slovenskih čebeljih pridelkov, še posebej pa njihovi varnosti.